Zdravo, jaz sem Jakob iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Danes bom vam brez slajdov povedal okvirno, kako gre razvoj podjetja, predvsem sem bo fokusiral na startupe, ker to, kar recimo zdaj Matej, ne, se po moje, kaj se sliši. Dobro, akustiko imate malo. Matej se pač to, kar je Matej povedal, je zelo aplikabilno na več različnih tipov podjetij. Kar pomeni, da in podjetja, ki so namenjena temu, da bodo celo življenje 4 ljudi, ki se imajo super dobro živijo od tega, do tega, da je pač nek startup, ki bo v 3 letih ali totalno propadel, ali bo imel pa 150 zaposlenih. No, jaz sem fokusiral pa na to drugo skupino, ker je to tisto, kar mi največ delamo, oziroma kjer tisto, kar bi mi najbolj želeli podpreti. Startup pa načeloma 3 faze razvoja. Ta prva je tisto, ko nimaš še nič. Začneš z idejo, začneš mogoče z nekimi ljudmi, ali pa si sam. In takrat zares rabiš to, da ti nekdo pove, da je samo ena stvar pomembna. To, da razumeš, komu prodajaš in kaj prodajaš in kako do tega človeka pride in v bistvu tudi predvsem, kaj je zares problem, ki ga ta človek, tvoja stranka idealna ima. To je pač konkretno recimo tisto, kar mi delamo v startupih, ki so čisto na začetku. Torej, zares je na začetku pomembno samo to, da razumeš, kdo je tvoja stranka in kako se je lotiti, kako pride do nje. Zato, ker če to razumeš, bo iz tega veliko lažje išlo vse ostalo. V tej fazi načeloma je podpora strani inkubatorjev pa takih tipov inštitucij, recimo, to nekako tudi sovpada s tem, kar je znotraj Centra za kreativnost ta prva stopna, torej razvoj. Razvoj, ampak predvsem na tem nivoju, temu se v tujini reče customer development, torej razvoj stranke, predvsem razvoj lastnega razvojanja stranke. Tukaj največ pomaga nek, recimo, strukturiran program, ki ti nauči vsega, kar naj bi vedel v tej fazi, kako vprašati ljudi, da bi bil pravi dobre, kako začeti sploh razmišljati o kasneje tudi razvoju produkta. V bistvu od celotnega poslovnega modela je tle bolj ali manj vse, kar se kasneje razvija, irelevantno, zaradi tega, ker je res važno samo to, da razumeš svojo stranko in pa iz nje vse izpelješ. Tukaj je zelo, zelo pomembno, če lahko najdete nekoga, da vam pomaga, pač mentorja, ki ima sam tako pot za sabo, ki ima izkušnje, ker pač podjetniška pot je relativno specifična, zaradi tega podjetniki, mentori so v tej fazi daleč največ vredni. No, v naslednji fazi se pa začne tista točka, ker ta del, ta prvi, seveda vključuje ogromno tega, da hodiš in se pogovarjaš z ljudmi, razvijaš svojo idejo oziroma svoj produkt na tem konceptualnem nivoju. V drugi fazi je pa zares treba ta prvič probati nekaj prodati. Takrat, to je tak make or break it moment, ko ima startup možnost, da zares testira, proba dobiti prve stranke, proba, če mu je kdo pripravljen zares plačati za to, kar hoče narediti. Če prvo fazo lahko pofejkaš, ta druge ne moš. Zaradi tega, ker pač za nekaj, kar narabi, ti ne bo plačeno noben. Torej, ta prva faza je tista tam, kjer dosti startupov ostane. Zato je treba čim prej poskušati priti do druge faze, oziroma to usporedno s tem, kar razvijaš razumevanje svoje stranke, vedno poskušati, ali je to zares komercialno zanimivo, je to zares pač nekaj, kar je nekdo pripravljen kupiti, nekaj, kar je nekdo pripravljen, mogoče tudi na drug način finančno podpreti, velika investicija, pa časakoli. Zaradi tega tudi sam za sebe testiraš, pač da vidiš, ali je ta startup, ki sem si ga zamislil, zares zanimiv na trgu, ugotoviš šele, ko pač ti nekdo na nek način za to plača. No, zdaj pa če predpostavimo, da je ta del šel v redu, torej razumemo, kdo je naša stranka, stranka nam je pripravljena nekaj plačati, razumemo te ta prve stranke, najdemo naslednji krog, ki je podoben, ampak mogoče malo drugačen, ampak se začenja neka ponovljivost, neka recimo najbolj znani primeri, ali Facebook, Google pa tako naprej. Če pogledate na njihov čisti začetek, so vedno začeli na enem zelo majhnem koščku uporabnikov stran, recimo na
pri Facebooku, so bili to študenti. Pa tudi ne samo študenti, ampak študenti Ivy League, pa tudi ne samo študenti Ivy League, ampak študenti od Harvarda. Ne. In pa če tako bila neka logična razvojna pot, no, v tej fazi, ko si, je podporno okolje za tebe v resnici kak pospeševalni program. V Sloveniji imamo ABC, recimo, ki dela na tak način, v tujinih je ogromno. Tukaj se zelo splača biti ambiciozen, zaradi tega, ker nikoli ne veš, mislim, dosti slovenskih startupov, ki so šli recimo v Y Combinator, ki je najbolj znan na svetu, ali pa kakve druge take najbolj znane programe, so rekli, da so v bistvu se prijavili čisto testno, da vidijo, če je to, kar delajo, dosti zanimivo in dosti nekaj posebnega, pa smo nekaj nekako sprejeti. Tako da ne se vas biti ambiciozni v tej drugi fazi, nasploh seveda, ampak v tej drugi fazi je pač pomembno, da najdete neke take partnerje, ki imajo konec koncev tudi dostop do tistih trgov, kamor se dolgoročno želite širiti. V tretji fazi, ki je pa ima veliko izrazov od growth, scale-up, kakorkoli že, do tja pridejo pa tisti startupi, ki so zares našli fit med tem, kaj je njihov produkt in kaj trg hoče, torej product market fit. V tisti fazi so stvari že dovolj dokazane, dovolj ponovljive, da pač prideš do investitorja, rečeš, takle so moje številke, jih imam za pokazati, in investitor reče, ok, to je logično, se izide to, kar imate na papirju in vaša projekcija je logična, ker je pač bazirana na tem, kar ste res zdaj že naredili, dobite investicijo. To je zelo poenostavljeno. V osnovi. V prvi fazi je najbolj pomembno, da dobite mentorstvo, neke delavnice, znanje, zato pač v bistvu ta prvi krat biti podjetnik je izjemno težko. Jaz nisem podjetnik. Pač nisem še imel dosti poguma, da bi se tega lotil. Mogoče se bom. Ampak tisti, ki ste, bodite tudi tle pogumni. Pač dajte se lotiti ogromno enih različnih programov. Naš je, CZK ga ima, v Mariboru je tovarna podjemov, v Sloveniji je 22 različnih inkubatorjev. Torej, delavnic, znanje je ogromno. Dajte ga izkoristiti. Možnost je ful. Kar je pa, za moje pa zelo pomembno, pa ena taka končna misel. Ne se bati biti ambiciozni, pa delite stvari, ki so zdaj zanimive. Torej, pogledajte, kaj so trendi, pogledajte, kaj znate, kam se zaenkrat v tem trenutku obrača družba, tehnologija, karkoli že. Ker če delate ta pravo stvar, je veliko lažja po celem. Če pogledate tudi v Sloveniji, najbolj uspešni slovenski startupi so bili zelo na začetku zelo dobrih trendov. Pač lotili so se stvari večinoma precej entuziastično, niti ne nujno z namenom, da bojo nekoč multinacionalka, kot je zdaj recimo Bitstamp, ki so pač začeli hec. In ja, delite stvari, ki so zdaj zanimive. Zato mi je zelo všeč, da pač je neka pobuda v bistvu celovite pritegnitve tudi kreativnega ekosistema, bližje startup ekosistemu, ker se meni zdi, da vsaj kar sem do zdaj opazoval, vi veliko bolj razumete, zakaj se nečesa lotevate, oziroma nekako bolj na tak način znate razmišljati. Startupi so pri tem dostikrat zelo slabi. Tako da bomo zelo veseli enega novega vala, drugačnega načina razmišljanja, ker samo tako zares pa nekako lahko tudi startupi in kreativni in tudi drugi uspejo. Ja, prosim. Meta Štuler, jaz sem iz zelo mlada mestnega muzeja, ki je prva izdelovalnica oziroma peta v Sloveniji. In v bistvu mi smo pač z našimi uporabniki dobrokrat opažamo, da v bistvu na področju inkubatorjev in tega sistema startupov se večinoma financira digitalne startupe. Zato še posebej pozdravljamo pač razpise centrov za kreativnost, ki lahko so naši uporabniki zelo dolgo časa čakali. Ampak me zanima tudi, če se bodo te pač sistemi startupov kaj odprli tudi za fizične, za startupe, ko v bistvu fizične produkte delajo oziroma tudi storitve, ki niso nujno z digitalnimi aplikacijami povezane.
Verjamem, da je to za investitorje najbolj zanimivo, zato ker to ti potencialno lahko velike milijone prenese nazaj, ne, ampak vseeno, ker razmišljate tudi o tem, da bi se to odprlo tudi za start-upe, ki niso nujno v tem resorju digitalne. Iz našega vidika Luija 100%, nismo usmerjeni v en specifičen sektor. Tudi konec koncev smo povezani z Univerzo v Ljubljani, ki ima en ogromen diapazon različnih tehnologij do nekih specifičnih znanj. Čisto, če gledamo iz vidika investitorjev, jih vedno zanima pač return, na to bo pač Branko veliko več povedal, ampak v glavnem, definitivno je pa res, da določene nove tehnologije, pa pač tudi hardware in tako naprej, so izjemno lahko zanimive. Je pa vedno, če se gre na pot startupa, pač pomembno, da je neka jasna pot, kako lahko iz tega, kar je zdaj, pač nastane neki da ima zelo velik potencial, da lahko nastane neki, kjer zaposluje stotine ljudi in tako naprej. Ker zares samo v taka podjetja se, vsaj v obliki tveganega kapitala, splača investirati. Pač tako deluje trg tveganega kapitala. Tako da, zdaj ne vem, če je to direktno odgovor, ampak načeloma startup ekosistem je zelo odprt do najrazličnejših tipov produktov, se pa največ dela z digitalnimi, zaradi ker so najbolj enostavni. Pač in iz kapitalskega vidika, kapitalskega vložka skoraj nič, čisto na začetku definitivno, zaradi tega je pač toliko več, pa ni nujno toliko več podpore, ampak toliko več uspešnih, ker je pač, kolikor je podjetništvo sploh težko, je tisto mogoče malo lažje. To je nekako čisto tržno se tako zgodili. Če se zgleda tudi globalne trende, so pač softverska podjetja večinoma bolj uspešna, ker konec koncev ti ni treba imeti zaloge, pa ti ni treba imeti, ne vem, proizvodne in tako naprej. Tako da, če nekako povzamem, ja, sigurno so vsi produkti na konc zanimivi, če imajo velik potencial in jasno, da se lahko razvijajo neko veliko zgodbo. Je pa res, da pač govorim zelo iz področja startupov, ne. Zdaj, razumem, da je nekje nek kapitalski potencial, da bodo investitorji zelo veliko tega zaslužili, samo po drugi strani se pa tudi sprašujemo, posebno v našem sektorju, ker smo pač z javnimi sredstvi financirani. Kaj pa produkti, ki izboljšujejo na dolgi rok neko, ki imajo družbeno koristnost, pač mogoče tudi o temu morali razmišljati večkrat, ne? Sigurno, ampak tega kapitala ne bo rešil, oziroma te startupi, ki se tega ne bo rešil, vsaj ne direktno. Čeprav se pa na nek način tudi nove tehnologije ali pa neki novi, recimo, principi, kako bi že temu, tudi določene industrije, ki so bile videne kot izjemno rigidne, lahko zelo hitro spremenijo. V Sloveniji imamo primer, za moje pojme, izjemen primer podjetja Mali junaki. Pač knjige so bile do včeraj, pač jih je bilo nemogoče delati eno po eno. Medtem se je spremenila tehnologija tiska in zdaj lahko. Torej, pač oni so zelo zrasli, zelo uspešni, pa zares delajo knjige. Tako da je zelo odvisno spet, kaj se dela. Sigurno pač to, ne vem, verjetno je bolj to vprašanje za državo, oziroma ker za moje pojme vloga države je to, da investirati, ja, kam bo treba investirati, sam se ne splača. Ker investitor ne bo, ker se ne splača po definiciji. Tehnološki park, kako se to financira država? Ja, zaradi tega, ker se ne splača investirati v startupe, ki so čisto na začetku. Je pa tudi čisto odvisno od posamezne inkubatorja tehnološkega parka, v katero smer gre. Se zato je pač konec koncev nastal center za kreativnost, zato da se podpre tudi te specifike. Mene v bistvu zanima, kdo po definiciji spada pod startup podjetja? Toliko, kolikor ljudi vprašate, toliko bo odgovor. V resnici. Za moje pojme je startup neko podjetje, ki ima ali pa zelo hitro raste, ali pa ima zelo velik potencial za zelo zrast. Pač v Ameriki investitorji tveganega kapitala, pač tam je trg najbolj razvit, zato so nekako najbolj jasni kriteriji, je to pač, da se vidi, da lahko podjetje postane podjetje za vsaj 100 milijoni prometa. To je pač startup. Ampak, da se sprašujem, če imam, da se imaš kakaj
razpisa, nekaj, da se prijavijo start-up podjetja, ne? Tako ti si v bistvu nek SP, recimo, ne? Zdaj pa, ki si imel neko inovativno idejo, nisi šel skozi te inkubatorje in te zadeve, ne? In zdaj v bistvu ali spadaš tudi kot start-up podjetje ali ne, ne? To je pa vprašanje definiciji posameznega razpisa. Pač, ker če se gre za nek razpis, ponovadi razpis predvideva neko selekcijo ali pa na nek način, ne vem, recimo P2 ima selekcijo na dva načina, konkretno tega dela, pač nek je pitch, neki so ocene, pač glede na določene kriterije. Pri razpisih je tako. Na razpis greš zato, da razpis zmagaš in se pač prilagodiš tistmu, kar razpis hoče od tebe. Pa ni nekaj jasne definicije. Ne, nije. Čisto to, koliko ljudi vprašaš, to je definicija. Mislim, ena jasna definicija je sicer v svetu, ne? Da startup tehnično je vsako podjetje, ne SP, prvih 3 letih delovanja, ne glede potem na podjetje. Jaz se s tem recimo ne bi strinjal. Ker pač za moje pojme podjetje, frizerski salon ni startup. Pa je lahko prvi 3 leti. Mislim, tehnično bi bil, ne, startup. Ker frizerski salon ima tudi potencial potem. Če mi ga pokaže, bom zelo navdušen. Ne, pa ne, frizerski salon je zelo grdo reči, ker pač nekoga specifično pa napadeš, ne, grdo rečen. Ampak, ja, tukaj je full definicij, pač države si postavljajo lastne definicije, EU ima neko definicijo. Ne, v osnovi tisto, kakor jaz osebno vem, ampak to je res moje osebno mnenje, pač neko podjetje, ki ima zelo velik potencial za rast. Lahko iz katerekoli branže, lahko dela karkoli, dokler pač je neka pot, da bo tudi ne nujno v 10 letih, tako je v 20 letih, ampak pač neka zelo velika stvar iz tega. Potencialno, če stvari grejo v redu. Kak mi je bil prvo dalje? Mogoče? Ok, še kako vprašanje? Super, najlepša hvala.